kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen, če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali odprodam, od avta do ženitve, med A in Ž vseh teh želja, pa je še abeceda, ki se prav rada zavozlja v kaj čudno zmes nereda. Nered pa je najboljša snov za zgodbo zapleteno, zato zdaj brž v kak mehek stol in si oglejte eno. Zakaj pa stojiš? Sledi se in sedi. Domov grem spat, pravi direktor. Se bo že naspal. Sedi, če ti rečem. Najprej bo nekaj popila. Ja, popil bi že kaj. Kaj češ, konjak, džin, viski? Slivovko. No, slivovko. Zdravje. Zdravje, tovariš direktor. No, kako se ti zdi? Slivovka, v redu. Ma ne slivovka, stanovanje. Ja, lepo, lepo, kot v filmu. Pretiravaš, ne? Moral sem ga zamenjati, tisto stanovanje je bilo premajhno, posebno zaradi otrok. Kako, si kaj lačen? Niti ne. To se pravi, da si. Ono drži se kot kmečka nevesta, ne? Z mano se menda lahko pogovarjaš kot s pravim tovarišem, ne? Ja, to ne gre tako. Ja, zakaj pa ne? Skupaj sva kot rit in srajca, več sem s tabo kot ženo. A bo res, kje pa je tova gospa? Poslal sem jo na deželo skupaj z otrotki. Zdaj nimajo šole, pa ne se mularija nadivja. Rad bi se pošteno naspal. Vi se že ne boste naspali, tovariš direktor. Jutri greste gor v tisti hotel, ali niste rekli? Rekel sem, pa ne grem. Letočen na dopustu nisem bil, se sam veš. Včasih me prime, da bi vse skupaj poslal v hudiču, pa ne morem. Vem, skrbi imate, veliko podjetje, odgovornost, milijarde, ampak... Vem, kaj si misliš. Generalni direktor je pa uživa, no kar povejnice ne boj. No, kaj bi se bal? Rekel sem, da imate skrbi. A tako grozno spet ni. Ko se boste naspali, bo spet vse v redu. Po tvoje živim, kakor hočem, a? Delam, kar hočem, vozarjem se v Peugeotu, hodim na sprejeme, bankete, stanujem v najboljših hotelih, razmetavam državni denar, dobivam plačo in vse gre kot po maslu. Kar naj govori, si misliš, a? Naj se delam učenika. V resnici pa živi kot majhen bog. On kot bog, jaz pa šofiram in štejem kilometre. Oh, Laci, kolikokrat ti zavidam. Meni? Zakaj pa tovariš Urban, se pravi tovariš generalni? Ja, zakaj pa za Boga, za tole moje šofersko bundo in za tisto luknjo s kavčami za maro, pa dajte. Zavidam ti, ker nimaš skrbi, Laci. Ja, kaj ti pa manjka? Tvoja edina skrb je, da je avto v redu in konec. Poleg tega ti lahko kritiziraš, lahko rečeš, tale naš generalni direktor ni nič prida. No pa jaz ne morem reči, ta naš Laci slabo vozi ovinke in zavore mu škripljajo.
Tvoji ovinki so državni ovinki. Država odgovarja za nje, ne ti. Če bi bili ovinki boljši, bi tudi ti bolje vozil, ne? Pa jaz, moji ovinki so moji. Jaz odgovarjam za nje. In če ne znam voziti po njih, zato ne odgovarja država, ampak jaz. Majhne skrbi, zato pa tudi majhna plača. Če bom jaz slabo vozil, bo še manjša. No, ne pritožujem se. Dobro šofirate po teh ovinkih. A to nima nobene zveze s tistim, kar ste rekli prej, da je grozno. Banketi, ženske, uživanje. Ja, Bog, ne zavidam vam. Ti že spet navijaš tisto staro lajno. Banketi, ženske, lepo življenje. Veš, kaj bo zdaj naredil? Poglej. Si videl? Ko boš odšel, se bom zaklenil in nikomur ne bom odprl, dokler ne bodo prazniki mimo. Samo na sprehod bom šel. Nobenega ne maram videti. Kosil bom v kakšni majhni gostilni na drugem koncu mesta, ker me nihče ne pozna. 4 dni me ne bo. In to bodo moji najboljši prazniki. No, kaj boš pa ti počel čez praznike? Ne vem, tudi jaz se bom najbrž najprej naspal, potem pa mogoče bom šel na kakšno zabavo. Ja, zakaj pa kam odpotuješ? Kam? Kamor hočeš, in punco vzemi s sabo, ne? Se ja nimam. Ja, kakšna mevža pa si, Laci, ja? 30 let si star, pa nimaš ženske, ja? No, nisem rekel, da sem brez ženske. Mislil sem samo, da nimam stalne. Za sproti se pa že najde kaj. Ti veš kaj, Laci? Idejo imam. Že prav, generalni, da imate idejo. A kar se mene tiče, bi raje kavo. A jo naj skuham. Takega te imam rad. Sam jo bom skuhal. Ti kar lepo sedi in bodi moj gost. Ovinki, a? Ti, kar govori generalni. Nič hudega ti ni, kar se tiče ovinkov in zavor. Če bi jaz prišel na takle ovinek, bi na mestu ustavil. Kaj sem že hotel reči? Ja. Da imam idejo. To ne bo moja zahvala za vsa ta leta, ker me vodiš. Kakšna zahvala? Dobro me poslušaj. Pojdi lepo domov, odpoči se, naspi, potem pa vzemi moj avto, ne službenega, mojega privatnega. In peli. Koga naj peljem? Kako koga sebe, vendar. Avto imaš na razpolago do ponedeljka zvečer. V hotelu Turist Excelsior je čez praznike vse plačano. Apartma, oskrba in odprt račun za posebne reči, razumeš? Pojdi in zabavaj se namesto mene. Tega ne morem, tovariš direktor, ne. Tukaj imaš rezervacijo in vse, kar je treba. To samo pokažeš v recepciji. Tega ne morem. Poslušaj, Laci, to sem dobil dar. Razumeš, to je dar zame, jaz pa ne grem, zakaj bi zapadlo? Pojdi ti in zabavaj se namesto mene. Čakaj. Tole imaš pa. To imaš za bencin in žepnino. Tam pa tako lahko piješ karkoli hočeš, ne? Samo račun podpišeš, lepo napišeš Urban, Gajšek in konec. Tega ne morem. No, ne nori, Laci, zakaj ne bi šel? Če ne greš, bo zapadlo. No, 3 leta me že voziš. Ja, no, tam so fini ljudje, jaz pa... Vsi smo iz istega testa, Laci, in ti nisi primitivec. Dovolj sveta si že videl, se bo že znašel. Če bi jaz bil v tvojih letih... Čakaj. Nekaj sem se spomnil. Preden greš, mi zapoj kakšno. A to znaš kot malo kdo. Meni, generalnemu direktorju in prijatelju, zapoj nekaj. Te hripov sam. Vseeno. Zapoj, Laci, in vesele praznike ti želim tebi, generalnemu šoferju, jaz, generalni direktor. Skupaj voziva po teh generalnih ovinkih. Poj, Laci! Kalinka moja. Žal mi je vse zasedeno. Kaj je zasedeno? Hotel, razumete, hotel je poln, niso.
Jože, gospod ima apartma 12. Imate kakšne posebne želje? Pa, za nič. Je gospod zadovoljen? Bo kar v redu. Laci, cepec neumni, kaj boš pa počel tu? Stori nekaj, karkoli. Menda ne boš sedel takole 4 dni. Denar imaš, odprt račun imaš, naroči kaj, napise. Ja, lahko je reči, samo kako naj naročim? A, tu je narisana ženska, to je najbrž sobarica. Tukaj je pa natakar. Daj, pritisni, vrag te vzemi, vse ti ne bo odpadel prst. Pritisni. Najbrž je zvonec pokvarjen. Hvala Bogu. Kaj boš pa zdaj? Naprej. Gospod je pozvonil? Ampak jaz sem... Hotel sem... Kaj gospod želi? Nekaj bi popil. Naročite, prosim, receptorju po telefonu. Hvala, gospod. Kakšen telefon? O, ljudje, kakšna punca. Kakšna punca. To
To je on, tovariš direktor. Samo nisem mislil, da je tako mlad. Eno največjih podjetij v državi pa imajo tako mladega direktorja. To generalnega. Ti skrbi, da bo se v redu, opozori osebje na obnašanje, obvesi šefa strežbe. Naše osebje je šolano, tovariš direktor. Kar se tega tiče, sem popolnoma miren. Vseeno treba paziti, zato si tu. Daj mi šefa strežbe. Fejst pa je, ne bi rekel ne. Lahko bi izvedel, če je sama, če ima fanta ali moža. In če je sama, kaj potem? Nič ne bo iz tega, laci, roke stran. Ti si tukaj gost, ona pa je v službi. In osebje mora upravljati svojo dolžnost, ne pa zabavati goste. A zakaj ne bi zabavala gosta, če je všeč? Kje piše, da se ne smejo z gosti pogovarjati ali oditi z njimi v kino, kadar imajo prosto? Ja, kaj mi pa morajo, če jo pokličem? Si bom že kaj izmislil, karkoli. Odtrgal si bom gumb, pa naj ga prišije. Ne, to ni dobro, to sem videl v kino, mogoče je videla tudi ona, pa me bo takoj spregledala. Aha, naj mi zlika hlače. Naprej. Gospod je zvonil? Ja. Zlikajte mi hlače. Pa imaš punco, osu. Ima tovariš generalni direktor kakšno željo? Jaz nisem... Prosim? Nekaj bi popil. Tovariš generalni ne izvoli v snack bar. Tu na desno, prosim. Daj mi snack bar, hitro. Izvolite, prosim. Nekaj bi popil. Viski, konjak. Slivovko. Takoj, tovariš generalni. Še eno. Izvolite, tovariš generalni. Kdo vam je pa rekel, da sem generalni? To se je takoj razvidelo. Tovariš generalni, dovolite, jaz sem direktor hotela Marmor. Je tovariš generalni zadovoljen? Bo kar v redu. Če tovariš generalni kaj želi, sem zmeraj v razpolago. Prosim, nasvidenje, nasvidenje. Plačal bi. Podpišite, prosim. Samo podpišem, naj. To bo dovolj. Izvolite. Upam, da vam bo to prijetno. Če vam pa ni všeč, Hvala, bo kar v redu. bo tovariš generalni izbral sam ali pa mu smem svetovati. Prosim. No, če vam je prav, lahko začnemo z jastogom ali pa mogoče s prekajenim slanikom. Lahko pa svetujem tudi nekaj lažjega. Pasteta iz gosjih jeter. To. In toast, seveda. Želite aperitiv? Tudi to. Prosim. Pravzaprav tu niti ni tako slabo.
Moj generalni pa pravi, grozno je. Poglej tole, kako me gleda, kot da me bo zdaj pogotnila. Tovariš generalni sem, tovariš generalni tja. A če bi vedeli, kdo sem in kaj sem. Hodiča, kakšni ljudje so to? Samo zato, ker mislijo, da sem direktor. To jim zadošča. Tako bi bilo tudi z našim generalnim, če bi bil tukaj. A če ne bi vedeli, da je generalni direktor, se ne bi niti spomnili, da sedi tukaj. Vidiš, kako je to? Ljudje spoštujejo, kar drug od druge mislijo, da so, ne pa to, kar v resnici so. Ni slabo tukaj. Bolje že ne more biti. Izvolite, tovariš generalni, čaka vas apartman. Odpočite si po počitku. Tovariš generalni želi? Račun. Prosim, samo podpis. Hvala. Moraš me seznaniti z njim, Đorđi, moraš. Poskusil bom. Nocoj na zabavi. Kaj pa, če bi rekli Pepijo, mogoče bi on? Ne, Pepija ne bi rada upletala v to, on vse pokvari, še preden aranžira zmenek, pove vso tvojo biografijo, kolikokrat si se ločila, koliko otrok imaš. To jaz sigurno zvedel. Seveda bi, samo ponavadi izveče takrat, ko je prepozno, dragi moj Đorđi. Vem, kaj kombinirate. A iz tega ne bo nič, tu nismo zvodniki. Rada bi generalnega direktorja, ne? Prevelik zalogaj je to za vas. Zadavilo bi se. Prekleta cunja, kateri idiot si je to zmislil. Generalni je rekel, da k večerni obleki ne smem dati druge kravate kot to. Pa ima kar prav. Vse to skupaj niti ni tako preprosto. Naj pokličem malega. Naprej! Poslušajte, prijateljček, pomoč potrebujem. Kaj bi, tovariš generalni rad? Kaj želite? Pravzaprav nisem klical vas. Potem oprostite. Ne, prosim, ostanite. Nisem mislil tako. Samo pomoč potrebujem. Zakaj pa gre? Ta vražja stvar. Nikakor je ne morem zavedati. To ni noben problem. Če smem pripomniti, se to pogosto dogaja. Saj dovolite. Prosim. Jaz se vedno mučim. Najbrž se zmeraj najde kakšna dobra duša, da vam pomaga. Je, zdaj, dobro. Želite morda še kaj? Ja, seveda. Ja? Ja, Prosim. sedite. Sedem naj. Nekaj bi rad vedel. Vse, kar želite. Vi ste naš gost in tovariš direktor nas je opozoril. Pustite direktorja. Kako vam je ime? Marjeta. Sedite, Marjeta, sedite. Kakor želite. In zdaj? Bi kaj popila? Oprostite, dolžni smo izpolnjevati vaše želje, to da ne vseh. Nič hudega nisem mislil, Marjeta. Samo lepo je, kadar ste tu. Tako lepi ste, Marjeta. Hvala, tovariš generalni direktor. Pustite tega generalnega. It moram. Zakaj? Ni vam treba. Moje dežurstvo traja samo do 8, pa imam še precej dela. Do 8, se pravi, da bi lahko potem. Nemogoče, tovariš generalni. Prijetno se zabavajte. No,
bomo že videli, če lahko. Poglej no to kačo, kako se ovija okrog njega. No, lepo čakaj. Ti bom že pokvaril veselje. In potem smo šli do Bohinja in on je hotel. Vse veste, kaj mislim, gospod generalni? Ampak jaz nisem kakšna taka, jaz sem dama. Se me razumete, a ne, gospod generalni? Kaj pravite? Se me sploh ne poslušate. Mogoče ste pa molčeči po naravi, imate skrbi? Kako to mislite? Nasploh. Takšno podjetje, pa milijoni, milijarde. Kaj moram? Taka je moja usoda. Ni slaba ta vaša usoda, gospod generalni direktor. Mogoče potrebujete nekoga, ki bi z vami delil skrbi, nežne roke, razumevanja. Pardon, tovariš generalni, trenutek, prosim. Kaj mu pa je? Kako je rekla? Nemogoče, tovariš generalni. Bomo videli jutri, Marjetka, če bo mogoče. Dvojno, prosim. Izvolite, prosim. Jutri. Ja, naprej. Jutro. Na zdravje, tovariš generalni. Čakaj. Hvala lepa. Marjetin naslov. Mislite, našo Marjeto? Da, prav njo. Naslov, tovariš generalni. To bomo pa še videli. Naprej. Dobro jutro, tovariš generalni. Dobro jutro, Marjetka. Kaj bi tovariš generalni rad? Videl vas. Samo to? Ne samo to. Rad bi, da bi se resno pogovorila. Mislim, zelo resno. O čem? O vas za vraga. Vidite, tu ostanem samo še 2 dni, zato se mi mudi. Rad bi razčistil stvar. Oprostite, ne razumem. Všeč ste mi, Marjeta. Resno mislim. Tukaj sem samo sobarica. Kaj hočete z mano? Tu je toliko žensk, ki so primernejše za vas in ki komaj čakajo, da bi se seznanile z vami. O tem govorijo vsi v hotelu. To me ne zanima. Samo vi me zanimate. Zakaj ste tako kruti? Ja, kaj mislite, da moram biti na razpolago vsem gostom? Ne vsem. Samo do mene bi lahko bili prijaznejši. Veste kaj, tovariš generalni direktor? Tukaj sem v službi. Moja dolžnost je, da sem z gosti prijazna. In nič več. Nisem takšna. Kakšna? Oprostite, vse sem razumela.
Tovariš generalni direktor si želi zabave, pustolovščine? Jaz nisem... Sami ste me prisilili, da sem vam to rekla. Nasvidenje. Lepo čakaj. Halo, Milka. Prosim vas, poglejte, kaj želi gost v apartmaju 12. Jaz ne morem. Pohitite, prosim. Tovariš generalni je zvonil? Tovariš generalni želi kaj? Nič. Situacija je seveda delikatna, tovariš direktor, in moram se vas o tem obvestiti. In trdiš, da je to res? Čista resnica, tovariš direktor. Mali mi je povedal, da je zahteval njen naslov. Pa tudi Milka ve, Marjeta ji je povedala. Kaj takega? Dobro, kaj pa zdaj? Pravi, da ga je poslala Korali. Joj, pa menda ne. Seveda na fin način. Hvala Bogu. Kaj bomo zdaj? Ja, bomo videli. Upam, da je dovolj pametna in bo razumela. Naprej. Klicali ste me, tovariš direktor? Ja, klical sem te, Marjeta. Ja, izvoli, sedi, sedi. Zakaj pa gre? Ja, torej, takole. Ti veš, da smo mi, da se trudimo nuditi našim gostom kar največje udobje. Mi smo izven kategorije, to se pravi, da smo super standardni in super komfortni. Vem, to vem že na pamet. Ja. No, vidiš, to sem povedal tako principielno. Zdaj pa konkretno. Imamo razne goste. Nekateri so mirni, drugi so živčni, tretji pojedo tudi ostanke, četrti pa zahtevajo veterinarsko potrdilo o tem, da je zrezek svež. Ja. Nekaterim je všeč razgled z okna, nekaterim pa sobarice. Aha. Razumeš? Lahko ste prepričani. No, potem je vse v redu. Poslušaj, ne mislim te nagovarjati, ampak v interesu našega kolektiva, našega ugleda. Da? No, če bi rad, da se mu malo nasmehniš, se mu pač nasmehni. Kaj ti to stane? Da vas ni sram. No, počakaj, no. To sem samo tako rekel. Nič hudega nisem mislil. On je pač generalni direktor našega največjega podjetja. Če se mu zamerimo, bo to za nas precejša zguba. Dovolj bo, če telefonira enemu ali dvema znancema, pa bo konec simpozij in konferencami. A sama veš, koliko zaslužimo, kadar pridejo direktorji vse države. Še eno takšno pa boste videli. Se ne smete. Nikjer ne piše. Vendar... Moral sem vas videti, Marjeta. Je to moja srajca? Ja, vaša. Marjeta. Tovariš generalni. Ja, hodiš, ne vzame generalnega. Ja, kaj ne vidiš, da sem zaljubljen vate? Ja, kaj ne vidiš? To samo tako pravite, če bi bili kaj drugega. Recimo, natakar, šofer. Šofer? Ja, če bi bili vsaj šofer, potem bi bilo to nekaj drugega. Ampak generalni direktor. Saj tudi sam šofer. In mislite, da vam to verjamem? Je sploh važno, kaj sem. Ali je sploh važno, kadar se imata dva rada? Katera dva? Ti, jaz, ne? Pustite me! Jaz sem navadno dekle, kaj hočete v mene?
Za Boga, gori! Jaz gorim. Srajca! Lahko vzame srajco. Pustite me. Sram vas bodi. Zahtevali ste od našega direktorja, da ju ne vpliva name. Ja. Ja, pojdite takoj, še eno tako, ali pa... Zaradi srajce nič ne skrbite. Ni važno. Saj je rekel, da ne skrbi zaradi srajce. Kaj pomeni njemu ena srajca? Zanj je to malenkost, na ducate jih ima. Kaj naj pa zdaj? Kako naj ji pojasnim, da nisem generalni direktor? Kaj pa bo, če jo tudi prepričam? Lepa je in dobro ve, da je lepa. Lahko izbira. No, Laci, naučil si se vsaj, da so tudi takšni ljudje, ki jim nič ne pomeni, če si bogat, ki jim ni do tvojega položaja. Marjeta, prav zato te imam rad. Misliš, da sem bogat, ugleden, pa me nočeš. Seveda, kateri direktor bi se pa dan danes oženil s sobarico? Smejali bi se mu, uničil bi svojo kariero, čeprav smo na papirju vsi enaki. Tovariš generalni, telefon pri tovarišu direktorju. Zame pa ni morda pomota. Ne, prosim, izvolite. Nola. Izvolite v direktorjevo pisarno. Za vas, tovariš generalni, iz direkcije. Halo? Alo, tovariš Gajšek? Ja. Oh, samo da sem vas našel, tovariš generalni. Tukaj komercialni direktor Harman. Ja, oprostite, vem, da ste na dopustu, tisočkrat oprostite, ker vas motim, a stvar je res tako nujna in važna, da sem si kljub temu drznil. Brez vas ne moremo odločiti. Halo, me slišite? Ja. Gre za tisto ponudbo za hidrocentralo v Alžiru. No, vi ste se pogajali. No, oni so sprejeli, samo da so bili tako fair, da so nas obvestili, da je Hidro Invest ponudil predvčerajšnjim realizacijo projekta za 0,5% ceneje kot mi. Halo, hočejo, da se takoj odločimo, ali gremo lahko tudi mi na isto ceno. Informiral sem se in ugotovil, da je to res. Gre za 0,5%, tovariš generalni. Odgovoriti moramo pa takoj še nocoj. Mi smo se o tem pogovarjali, a brez vas nič ne moremo odločiti. Prosim, odločite vi. Samo vi to lahko, bili ste tam in poznate situacijo. Je to za nas še rentabilno, če bi šli za 0,5% niže? Prosim, premislite, počakal bo. Urban, kam si me spravil? Mar nimam dovolj svojih težav, da se moram ukvarjati še s tvojimi? Danje se razumem kot zajc na boben. Kaj bo pa zdaj? To ni avtomobil, niti kaj drugega, ampak električna centrala. Še boš v zapor in ne boš Marjete nikoli več videl. Sploh pa samkrat se živi. Halo? Čakam. Prav. Se pravi, da sprejemamo. Kaj pa naj drugega? Generalni, ne morem vam povedati, kako smo vsi ponosni na vas. Niste bili za manj komandant brigade. Da, tudi takrat se je bilo treba odločati. Hvala vam, tovariš generalni, hvala. In oprostite še enkrat, hvala vam,
Ne vem, kaj mi je. Tudi jaz sem v zmeden. Izvolite, bi konjak, tovariš generalni. Slivovko, dvojno. Vem, nehote sem slišal. Telefon je glasno, prosim. Ne. Izvolite, kar izvolite, kot doma. Takoj bo tu. Koliko lahko dobim za to? 10 let? Več. To so devize. Poslušaj, mali, najdijo. Nije, tovariš generalni. Sporočila je, da je bolna in da je ne bo na delo. Če je bolna, potem je doma. Mogoče je, mogoče pa ni. Veste, zelo je čudna in trmasta. To vemo vsi. Tole je zate, pa hvala. Hvala. Se pravi, da je ne bo na delo. Noče me videti. Kaj si pa misli in domišlja ta gos? Ti bom že pokazal, kako so se te ženske napihnile. Moj oče je to rešil veliko bolj preprosto. Zgrabil je mamo za kite in jo pošteno stresel. No, pa je privolila. In vsi so se strinjali z njim. Konec je s tvojo direktorsko kariero. Lahko bi užival še danes in jutri in sklenil pogodbo še za kakšno elektrarno. Ti bi pa rad samo sobarico, Marjeto. Bilo je lepo in všeč ti je bilo, da te vsi spoštujejo, da te razvajajo, da ti strežejo, a ne? Sramuj se, garajo kot ti pa si jim dovolil, da se pred tabo klanjajo. Zakaj naj se delovni človek klanja drugemu delovnemu človeku? Tu nekaj ni v redu. Da tega ne razumeš, je zate olajševalna okoliščina. Zdaj pa stran, stran. Mislim, da je račun poravnan, če je kaj zaplačati, kar povete. Ampak, prosim vas, vaš generalni, mar že odhajate? Rezervacije in vse velja. Grem, pozvate mi direktore pa zgovor. Ne verjamem vam niti besedice. Marjetka, če ti povem, moj direktor mi je podaril svojo rezervacijo. Prosim vas, ne pripovedujte mi pravljice, nisem otrok. Kje so pa danes še takšni direktorji? To je res. No, to je moje vozniško dovoljenje, kjer piše, da sem šofer. To piše v vsakem vozniškem dovoljenju. Jaz sem res šofer. Končno je pa čisto vseeno. Šofer ali direktor? Ven. Kako to misliš? Tako kot sem rekla. Ven. Kaj si bodo mislili o meni sosedje in kaj bo rekla moja mama? Ribica sedi v kuhinji in sinov pa ven. Razložil ji bom. Ven? Ampak Marjetka, bodi pametna, no, lahko se poročiva, kadar hočeš. Jutri, ha? Predvsem je jutri nedelja in matičar ne dela. Poleg tega se pa sploh ne mislim poročiti. Še na misel mi ne pride, da bi se poročila z nekom, za katerega ne vem, ali je šofer ali direktor. Ven. Resno misliš? Resno. No, potem pa drugače. Kakšen dogovor? Čakajte, Harman, o čem pa vi govorite, kaj? Alžir? 0,5%? Ja, seveda sem bil, seveda se spominjam, ja. Zbudili ste me, pa sem že vezmešan. Ja, samo na ženo počakam, potem pa pridem, prav. Ja. Neverjetno. Tak poslovni analfabet pa ti sklene pogodbo za $6 milijonov. Aha, žena. Dobro jutro. Ja, odkud pa ti tako zgodaj? Mislil sem, da se boš vrnil šele jutri. Tovariš direktor, stvar je zelo važna. Slišal sem, pravkar so mi telefonirali. Kakšne pogodbe sklepaš? Tiho!
No, zdaj pa povejte, direktor, kdo sem jaz in kdo ste vi? To je ta hip najbolj važno. Ja, kako to misliš, kdo sem jaz? No, tako kot je res. Kar povejte, no, kar. Ti si šofer v našem podjetju. Jaz sem pa direktor. Si slišala? Šofer! No, zdaj me pa lahko tudi zaprejo. Meni je vseeno. Zakaj zaprejo? Ja, naj ti pojasni, tovariš generalni, zakaj bo moral v zapor. On ve, kaj sem storil, jaz pa ne čisto natančno. Ja, imaš pa srečo, Laci. Sklenil si pogodbo, ne da bi vedel, kaj si naredil. Ja, kaj sem pa hotel? Tisti Harman me je prisilil, govorijo nekaj o 0,5%, da se oni ne morejo odločiti. Ja, meni je bilo pa vseeno, vsega sem imel čez glavo po njeni krivdi. Nisem vedela, da je šofer. Mislila sem, da je direktor. Vsi so tako mislili. Tisto znižanje za 0,5% sem predvidel že takrat, ko smo jim poslali predračun, se je v najlepšem redu. Ja, bolje nisi mogel narediti, razumeš? A ne? Ne, še bolje. Brez tega se živi še bolj mirno. Ja. Kaj pa mislite, vidva zdaj? Ja, ker nič ne kaže, da bi postal generalni direktor, mislim, da se bo hotela poročiti z generalnim šoferjem. Pridi, Marjeta, da ti pokažem svoj apartman. Ja, in želim vam vso srečo. Prav. Kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori. Med malimi oglasi, če si oženjen, če si sam, tu najdeš vse rešitve. Podkupim ali podprodam, od avta do ženitve.